Pozdravljeni v AV kuhinji za prave moške. Moje ime je Uroš in danes bomo za vas pripravili pravo moško hrano. In sicer bomo tale jetrca naredili na, zelo klasičen način. In sicer bomo naredili na svinjski masti, bomo prepražili prekajeno slanino. To slanino na slanino bomo dali še čebulo. Jetrca bomo zrezali na mičken debelejš. Sicer bi tale jetrca lahko uporabili tudi na žaru, bi imeli jetrca na žaru slanino. Mi bomo naredili bolj v čebuli in bolj malo makasto zadeva, zato ker bomo zraven pa ponudili ajdovo kašo z mlado čebulo. Bomo pa tako naredili, da bomo prvo ajdovo kašo skuhali. In sicer imamo instant ajdovo kašo. Voda nam vre in bomo dali takole ajdovo kašo kar kuhati. Kuhali bomo približno 10 do 15 minut, takole na zmernem ognju. Moramo paziti, da jo ne razkuhamo, zato ker jo bomo potem, ko bomo dali čebulo, jo bomo še premešali. Če bo razkuhana in potem, ko jo bomo mešali, bo ratal en tak velik poc. Mi pa tega ne maramo. Prekajeno slanino, takole smo zrezali na palčke. Dali bomo lepo na ponvico, jo bomo lepo popražili. Pa ne, da bomo pretiravali, ampak dali bomo malo več. Takole. Takole. Takole se ne zelo lepo praž, tako da bo malo bolj tako hrustlava ratala. V tem času, tole bomo dali takole sem, si bomo zrezali jetrca. Ena zelo pomembna zadeva pri jetrcah je, namreč jetrc ne smete nikoli soliti v prvi fazi pečenja, zato ker bojo spustila vso vodo ven in bo jatala trda. Počakajte, solite jih na koncu. Poprate, zelišče lahko date prej, sol je vedno na koncu. Čebulo lahko nasekljate na fino, lahko jo nasekljate na lističe. Mi bomo na lističe nasekljali in sicer takole malo bolj na debelo. Takole. Naj se tole zdaj kar lepo vse praži. Samo paziti moramo, da ne bomo preveč zažgali. Takole. Več ko je čebule, bolj bo sočno. Takole, v tej ponvici smo dali pa malenkost oljčnega olja. Bomo zrezali tole mlado čebulo. V tem receptu je ogromen čebule, tako da za kakšen večerni neuspeh tako nismo mi krivi. Zdaj pa jetrca. Probajmo jih čim bolj spucati. Takole tale maščoba gre stran. Tudi noter odpremo. In tele kanale poberemo ven. Tako je, pravi moški v pogledu na ta jetrca doživljajo svojo renesanso, bom rekel temu, več ne smem povedati. Ampak zadeva je odlična. Jaz sem jetrca ful rad. Je pa tako, svinjska jetrca rabijo svoj čas praženja, malo dlje kot piščančja jetrca. Torej, če delate pašteto, so praktično svinjska jetrca najboljša za to. Čebulo smo prepražili, mlado čebulo smo tudi, lepo smo jo nežno prepražili. Zdaj tako, mislim, da veste, ampak za vsak čas bom še enkrat povedal. Razlikujejo se okusi, če ti hrano prepražiš, če ti hrano skuhaš ali pa če ti hrano kar vržeš v neko drugo jed in jo kuhaš. Tako da mi smo to mlado čebulo popražili s tem razlogom, da smo ji dali bolj nežen okus. Da nima več tega močnega okusa po čebuli, ampak še vedno bo v kaši dala svoj okus ven. Tukaj noter je slanina. Takole bomo kar lepo. Evo. To je zmaga. Bomo pa izboljšali ta okus naših jetrc. Bomo dali pa noter še malo svežih zelišč, rožmarina, peteršilja, pa 2 lovorjeva lista. Ajdova kaša bo tudi par minut. Jetrce se lepo pražijo. Je pa tako, zdaj ko smo dali slanino gor pražiti, morate biti spet previdni, da ne boste dali preveč soli. Odnosno
preden boste solili, jih probajte. V ajdovi kaši približno smo tempirali vodo, da ko bo odparila, bomo dali noter samo žlico kisle smetane, mlado čebulo in to je to, pokrili pa pustili. Lahko okus izboljšamo še tako, da dodamo, ne vem, rezino masla, lahko damo oljčno olje, po želji. Mi bomo dali samo mičken masla noter. Jetrca bomo na koncu, tik predno jih bomo servirali, po želji. Mi jih bomo z vinom zalili, lahko jih pa flambirate z konjakom in pa s pomarančnim sokom. Tak zanimiv okus dobijo. Včasih so kuharji rekli, da se delajo omake starega vina, bog ne dej. Iz starega vina dobre omake nikoli ne moš narediti, tako da se običajno hrana zaliva vedno z dobrim vinom. Nikoli slabim vinom, slab vin lahko pač pokisate solato, regrat, karkoli, omake ne delajte iz kislega vina. Ker se bo kislina samo še bolj zadržala v hrani in bo hrana rada kisla. Ne komplicirajte, vzamite kvalitetno vino, ne bo vam žal. Ajdova kaša je kuhana, mlada čebula je prepražena. Tako da bomo vzeli maslo, bomo dali to na ajdovo kašo, mlado čebulo noter, še malo peteršilčka. V redu, eno žlico kisle smetane bomo dali. Zdaj bomo tole pustili pokrito. Na isti način, kot pripravljamo jetrca, lahko tudi pripravljate ledvička, lahko tudi pljučka pripravljate, s tem, da treba pljuča pa ledvička, jih je treba prej opariti. Odnosno, nekateri jih tudi malo podušijo prej v kosu in jih potem že podušene zrežejo in jih opečejo. Bomo dali še eno žlico kisle smetane, ajdovo kašo. Da bomo pa pravi moški dali po grlu dol tole okusno hrano, si bomo pa pomagali z Marofovim šardonejem. Pražene jetrce s slanino, ajdova kaša z mlado čebulo in jasno Marofov šardonej je pripravljen. Dober tek želim!